Železo. Kovina, ki je spremenila življenje. Tisti, ki je poznal njene skrivnosti in znal izrabljati njene prednosti, je lahko vladal svetu. Kdo so bili ti, katerih orodju so se zaradi njegove uporabnosti čudili modraci iz sosednjih velikih civilizacij? Katerih orožje so si za pasom želela nositi sovražna ljudstva? Katerih filigransko natančno in s prefinjenim občutkom za estetiko izdelano okrasje je občudoval svet? Imenovali so se Kelti. Pred dobrimi 2400 leti se je ljudstvo Tauriskov, ki je do potankosti poznalo umetnost pridobivanja železa in spretnost kovaštva, iz varnega zavetja med visokimi alpskimi vrhovi podalo proti jugu. Najprej so potovali ob veliki reki Dar Ama. Na vzhodu so obšli gorske verige in se priključili znameniti Jantarjevi poti med Baltikom in Sredozemljem. Z nje pa so zavili v ozko dolino rečice, ki so ji nadeli ime Savinja, proti mali reki Suavi. Kdo ve, kaj jih je napeljalo k temu, da so se ustavili pod stožčasto priostrenim hribom? Morda jih je njegova oblika spominjala na domači kraj. Mogoče jih je pritegnila majhna kamnita polica pod njim, s katere je bil dober pregled nad dogajanjem v dolini. Ali pa terasa ob reki, kjer je na obrežnem drevju tako bohotno uspevala sveta rastlina, bela omela. Prst je bila rodovitna, podnebje prijazno, okoliške kamnine pa so namigovale na skrite rudne zaklade. Domačini so sprva s strahom opazovali visokorasle svetlopolte vojščake košatih brk, ki so jim zakrivala usta, in svetlih, dolgih, v čop spetih las, ki so si jih še dodatno pobelili s pranjem v apneni vodi. Pozornost so pritegnila tudi pisana oblačila in predvsem bogat nakit. Prišleki so staroselci kmalu navezali trgovske stike in keltski denar je hitro zaokrožil podeželje. Srebrniki s portretom kakšne zgodovinske osebnosti na eni in jezdecem s šlemom ter imenom denarnega gospoda na drugi strani so postali glavno plačilno sredstvo. Domačine so naučili kovaštva, uporabe lončarskega vretena in verjetno tudi steklarstva. Po delu in na praznovanjih so se skupaj veselili ob močni pijači, ki so jo varili iz ječmena z dodatkom medu in so jo imenovali Korna. Počasi je na ozemlju med Savinjo, Savo in Sotlo nastalo veliko in gospodarsko močno kraljestvo Norik, a vsaj na začetku v politično veliki negotovosti. Toda Noričani so se tudi v novem položaju dobro znašli. Zaradi poznavanja skrivnosti proizvodnje železa in spretnosti kovaštva ter podjetnega trgovanja jim je uspelo zadržati kar precejšnjo samostojnost svojega kraljestva. Uspešni in podjetni, kot so bili, so posamezniki v novo nastali družbi dosegli poseben privilegiran status. In prav tako kot pred stoletji s prvotnimi prebivalci so tudi sedaj nastale družinske vezi med dvema različnima ljudstvoma. Pa ne le kovaški izdelki za vsakdanjo uporabo. Novim gospodarjem je bil všečen tudi jasen, miren in eleganten slog njihove umetnosti. Zato ni prav nič nenavadnega, da so se le-ti kitili z noriškimi fibulami, zapestnicami, prstani. In ker so živeli na mejnem območju, so njihove umetnine zdrsnile tudi v sosednje dežele. Ja, posebni so bili ti Kelti, ustvarjalni, prilagodljivi, veseli. In zagotovo se v marsikaterem današnjem prebivalcu nekdanjega noriškega kraljestva skrivajo njihovi geniji. Kar poglejte okoli sebe.